Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako telo zaščititi pred izgorelostjo. Nasvet za vse tiste ženske, ki terate in pride do tega, da dobite parametre povišene, kot so holesterol, trigliceridi, imate inzulinsko rezistenco, potem imate notranjo tolščo, redite se, imate povišen holesterol, predvsem ne morete shujšati, pa verjetno, če bi šli na merjenje, tudi težave s ščitnico. Tako da, kje začeti, če ste tik pred tem, da vaše telo odpove? Tik pred tem, to je tako kot recimo avto, ki vozi dolg časa z rdečo lučko, slej ko prej bo nekaj škrepen, avto se ustavi. No, in če sebe že vozite v teh rdečih vrtljajih, ali pa če vidite, da vaše telo se ne more umiriti, da se ponoči zbujate, nekaj bo treba spremeniti. Zdaj pa, kje začeti spreminjati? Ker če imate vse narobe, nekje treba spremeniti. Ker vemo, sigurno, da koga poznate ali pa ste slišali za kakšno zgodbo, človek, ki ni zmogel izprežti, ga potem življenje samo izpreže. In ko ga izpreže, takrat ni na lep način. Veste, pač, ne sliši sporočila, pa ti nek glas govori, hej, bolj počas, in še ne slišiš opozoril, in potem, ko se zgodi tisto, ko ti življenje da klofuto, se lahko zgodi, da te življenje ustavi preko bolezni, preko izgorelosti. Kdor izgori, nekateri potrebujejo celo 2 leti, da pridejo nazaj na zeleno vejo. Pomislite, 2 leti okrevanja, ko se počutijo ljudje tako kot rastlina, brez energije, sesuti. Zdaj pa poglejmo, kje začeti, če ste tik pred izgorelostjo. Se pravi, prva stvar, ki začnemo pri vzorcih, da ne morete reči ne, ali pri tem, da boste telo podprli, da boste lažje rekli ne. Dajmo začeti pri hrani, zato ker je najbolj enostavna rešitev je hrana. Mi moramo razumeti, da stresni hormon je sam po sebi dober. Ta nas dela odzivne, žive. In zdaj, če mi gledamo, stresni hormon zjutraj naraste, potem popoldne pada, začne se proizvajati hormon DHEA in potem čez noč proti v jutranjih urah začne upadati DHEA in se začne proizvajati stresni hormon. In to je super postopek. Problem pa je, ko naš stresni hormon enostavno je ves čas gor in ne pade dol, ko bi mogel iti dol. Enostavno samo gor gre in pokazatelj tega je trebušna maščoba. Redite se, ščitnica ne dela, zatekate. Kronični stres boste začeli, veste, prvi korak bomo začeli, kje? Zjutrom. Se pravi, zjutraj, ko vstanete, jutri zjutraj, boste začeli delati prvi korak. Preprosto. Zjutraj, ko vstanete, vzamete kozarec vode in popijete ta kozarec vode in jaz vam zdaj zraven dala priporočila, kaj bi jaz naredila. Vi naredite po svoje, ampak v ta kozarec vode date žličko kisa. Kis, ocetna kislina, aktivira samo želodčno kislino, poleg tega bi pa jaz in tudi vzamem zjutraj na tešče fiber, se pravi 1 tabletko fibra in ta kozarec vode, v katero sem dala noter žličko kisa. In to popijem. Potem pa naredim, pržgem svečko, vzamem prehodovno vodobo, se zahvalim za nov dan. Rečem stvarstvo, hvala ti. Hvala, da sem živa. Hvala za moje drage. Danes sem z eno simpatično gospo govorila, je rekla, jaz zjutraj moram in rečem, nam Bog, kam me boš danes popeljal? Me prav zanima, kdo je ta srečna oseba, ki me bo danes srečala. Ne vem, če je točno na ta način, ampak prav, a ni lepo? Zjutraj najprej se zahvali za to, da živiš in da imaš priložnost nekoga nagovoriti, z nekom deliti, nekomu pomagati. Ker vsak od nas na nek način nekomu pomaga. Karkoli delamo v življenju. No in zdaj, če pogledamo, današnje sporočilo za tebe, ki poslušaš. Nadangel Ariel, prosim za pomoč. Nejasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Se pravi, tukaj sporočilo, nisi sama. Nisi sama, angeli so tu.
Zavedam se, da je v meni duhovna moč in imam sposobnost, da stvari vidim drugače in bolj jasno. Prepuščam se vodstvu angelov. Sem v stanju ljubezni. Zavedam se, da me človeštvo potrebuje, da božansko ljubezen in svetlobo usmerjam v odnose, ki naj se spremenijo. Se pravi, to je sporočilo za mene. Prosim tebe, najmočnejši angel med temi, ki nosite vizijo, pomagaj mi. Nadangel Ariel je največkrat upodobljena z levom, se pravi, leva ima na svoji, ob njej hodi lev, se pravi, to svojo moč, oziroma angel moči. Po drugi strani je pa to angel, ki nosi obilje v to življenje. Kaj to pomeni? Da se ni treba pehati za denar, ampak včasih pomaga, da se malo naslonimo in dovolimo, da pomoč pride v naše življenje preko ljudi, preko dogodkov, preko naključij, preko angelov. Dovolite si, da se naslonite na angele. Dajmo še eno sporočilo. Jaz ponavadi 3 do 5 kart potegnem in da vidimo. Se pravi, naslednje sporočilo je zdrava prehrana. Moje telo je svetišče, zato ga hranim z ljubeznijo. In dajmo zdaj pogledati zdravo hrano. Kaj je za zajtrk? Zajtrk mora biti čim bolj beljakovinski. Lahko pojeste jajce, lahko pojeste kumarice, lahko pojeste beljakovinski ajdov kruh, nikakor pa ne razne rogljičke, krosante, marmeladke, med. To zjutraj ni primerna hrana, ker vam takoj dvigne sladkor v krvi. Beljakovinska hrana je pa super. Jaz tale video, zdaj, ko ga snemam, je že večer in dan za večerjo, to dobra večer je bila. Grudasti sir, ta recept bo v ta novi knjigi. Grudasti sir, poganjki mlade čebule, šop peteršilja in par vejic zelene. Vse seseklano, potem pa prelito z grškim jogurtom, pa 2 žlici kisle smetane. Kako je pa to dobro, pa začimbe in skleda solate. To bi bil lahko tudi zajtrk. In ta namaz paše lahko zraven, ne vem, lahko je priloga pri kosilu, ne vem, če imate kakšno meso, lahko ga pa namažete na kruh. To je toliko dobro. Zadnjič sem na enem pikniku in nekaj podobnega so pripravljeni in mi je tako, wow, kako je pa to dobro. No in to je lahko tudi zajtrk. Recimo, če bi naredili takole omakco, pa skuhate zraven 2 jajčka. Pojeste zraven beljakovinski kruh. Jaz se zdaj učim peči kruh z drožmi. Tako da, juhej, se bom ta recept, ki ga zdaj sprobavam, koliko damo tudi orehov noter in tako naprej, kakšno razmerje ajdove, papirine moke, zdaj sprobavamo te kruhe doma in jaz sem res gurman. Toliko dober jesti. Toliko dober, zdrava hrana, ker moje telo je svetišče in ne morem ga filati z nekim, zdaj mi gre skozi mene, šrotom, z neko stvarjo, kar škoduje mojemu telesu. Moje telo je svetišče. No, dajmo pogledati naprej sporočilo. Ker je moje telo je svetišče, hranim ga z ljubeznijo. Čas je za spremembo prehrane. Uživam v zdravi hrani. Hrana, ki vsebuje belo moko in prečiščen sladkor, upočasnjuje moje možgane in mojega duha. Zavedam se, da je moje telo svetišče in zato ga hranim zdravo hrano. Čutim in zaznavam, kaj je resnično dobro za moje telo. Čas je, da se imam rada in da se cenim. Ja, ker je to vozilo moje duše. Normalno, da ga bom hranila zdravo hrano. In tudi tvoje telo, ti, ki poslušaš, je vozilo tvoje duše in ne moreš ga zlorabljati z alkoholom, z ogromnimi količinami kave, s tem, da ga stradaš. Ne moreš mu to delati. Ne tega delati svojemu telesu. No, zdaj pa pogledamo naprej. Naslednje sporočilo je pa tole. Čas je, da bogastvo pride v tvoje življenje. Se pravi, ni se ti treba več pehati tako za denar. Ni ti treba biti v neprestani
pripravljenosti glede preživetja, ampak dovolj, da v tvoje življenje pride bogastvo. Stvarnik pomnoži vse v skladu s svojim bogastvom in svojo slavo. Napolnjena sem z bogastvi neskončnega. Zavedam se, da je za vse moje potrebe poskrbljeno sedaj in do konca mojih dni. Zavedam se, da je denar božanska snov, ker je vse iz enega duha. Snov in duh sta eno. Dovoljujem, da denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku. Dovoljujem, da sem bogato plačana za svoje delo. Ali pa sprejemam bogato plačilo za svoje delo. Dajte si to afirmacijo ponavljati, če ste v krču glede preživetja. Sprejemam božansko bogastvo. Sprejemam, ne se zgodi v mojem življenju nekaj drugačnega. No, tako začnem dan. Potem pa tibetanske vaje. In te tibetanske vaje lahko delate, kar hočete zjutraj. Lahko je to pozdrav soncu, lahko je tai chi, lahko greste na kratek sprehod, 20-minutni sprehod, ampak ne teč, samo hodite. Še boljš bi bilo, če se boste navadili hoditi na sončni vzhod, da vdihnete energijo dneva. Zdaj, eni smo pač zaspančki in jaz rada zjutraj malo poležim, ampak eni ste pa taki, da zjutraj radi vstanete in dajte si zjutraj vzeti par minut za sebe. Boste videli, vaše telo, če zjutraj začne na miren način, vse teče naprej, ne nazaj. Vse teče mirno. No, se pravi, zdaj, če gledamo, to je tisto, to je jutro. Potem se nahranite, po večini beljakovine in zelenjava. Jajce, skuta, lahko oreščke namočite, lahko beljakovinski kruh, pa kakšen skutni namaz z avokadom. To je krasen zajtrk in boste videli, kako se boste dobro počutili. Zdaj, če ponovim, vzamete fiber, potem pa ta ritual in potem zajtrk. Vem, zdaj me nekdo reče, Minka, jaz nimam časa. Jaz imam zjutraj službo. Vem. In prav za tiste, ki imate zjutraj službo, ko se vozite v službo, ki čakate v zastojih, kaj lahko naredite vi drugače? Toliko prej vstanite, da boste lahko popili tisti kozarec vode, pa fiber vzamete. Potem narediš tistih 10 minut tibetanske vaje in potem greš v službo. Vse lepo in prav, tudi če ste v zamaških, 2 uri, v redu je. Ampak, ko pridete v službo, takrat pa poskusite nekaj pojesti. Lahko si že prejšnji dan pripravite, ne vem, recimo skuto z avokadom, pa potem to v službi pojeste, ampak v vsakem primeru zjutraj začnete dan z beljakovinami. No? Potem pa čez 2 uri pa pol, tudi če ste v službi, pojeste nekaj od oreščkov. Lahko imate en sadež, zdajle so jagode, lahko pa ne ena jagoda, pač ena skodelica jagod, češnje. Mi da s hčerko so prejle šli na roparski pohod, češnje so zrele, pač tako, koliko je to dobro. 20 češenj, ki greš od češnje do češnje, ful dober. No, v vsakem primeru, pač roparski pohod, ni da greva s košaro. Pač 3 češnje tukaj, 3 češnje tam, 5 tam in lepo greš naprej. In ko je češen konc, poj so robide, potem so pa že fige, tako da juhaj. No, v vsakem primeru, glejte, gre se za to, da začneš dan na miren način in da enkrat v dnevu si vzameš čas za 20-minutni sprehod. Enkrat na dan. Se pravi, najboljš bi bilo po enem obroku. Zdaj je to po kosilu 20 minut hoje, a je po večerji 20 minut hoje, a je po zajtrku 20 minut hoje, ampak po enem obroku 20 minut hoje. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker naše telo začne porabljati odvečno maščobo za energijo. In v bistvu ta proces, ki ga sprožimo, če gremo takoj po obroku hoditi, takoj, to pomeni, da se porabljajo za gibanje glikogenske zaloge, ki so v mišicah. Se pravi, mišice, dolge mišice tukaj na rokah, dolge mišice na nogah in če hodimo, se te glikogenske zaloge začnejo porabljati. To je zaloga energije za primer, če bi bilo treba bežati. No? In potem pa obrok, ki ga pa pojemo,
se pa spremeni v te zaloge, se pravi, jih samo telo napolni glikogenske zaloge, ki smo jih lepo porabili med sprehodom. In zaradi tega se naredimo in spodbudimo presnovo in hitreje grejo kile stran. Potem pa naslednja stvar. Glede na to, da ta gospa sprašuje, imam holesterol, imam trigliceride, imam povišan kortizol, imam maščobo, ki se nabira okrog notranjih organov, imam inzulinsko rezistenco, to pomeni, da njeno telo ne sprošča več inzulina, da je tik pred tem, da bo dobila sladkorno bolezen, da verjetno že uporablja neke tablete, da ji telo pomaga, da dodaja inzulin. Zdaj, kaj to pomeni? Ona mora jesti na 2,5 uri. Obvezno, se pravi, ko poje zajtrk, čez 2,5 uri obvezno malica, nekaj sadežev in nekaj beljakovin. Pomeni, lahko nekaj češenj in zraven nekaj orehov, lahko nekaj jagod in zraven jogurt. Potem čez 2,5 uri je pomembno, da spet je, lahko je spet manjši obrok, nekaj sadja in ali zelenjave in oreščki, ali pa kosilo. No in zdaj pri kosilu smo pa pri tem, da je pomembno, da se krožnik razdeli na Mercedesov znak. Dajmo to pogledati. Se pravi, če vi želite, da vam sladkor ostane v ravnovesju, se držite tega, da kosilo je vedno razdeljeno krožnik na tretjine. 1/3 krožnika imate ogljikove hidrate. To pomeni, da sem lahko date testeline, riž ali pa krompir. Še boljš bi bilo, da to črtate. Še boljš. Zakaj? Ker 1/3 krožnika pa date kuhane zelenjave. In kuhana zelenjava, recimo, lahko so šparglji, lahko je brokoli, lahko je blitva s krompirjem. In 1/3 krožnika date beljakovine. In kaj zdaj to pomeni? Recimo, današnje kosilo, jaz sem naredila, popražila sem čebulo, na to čebulo sem dodala narezane šparglje, potem sem dodala noter papriko narezano in potem sem dodala, no to sem popražila, potem sem pa noter dala nekaj jajc, v glavnem na osebo dam 2 jajci in sem popražila vse skupaj, to je bilo brzinsko kosilo, pa skleda solate. Se pravi, zdaj boste rekli, kje so tukaj ogljikovi hidrati? Jih skoraj ni, kar je dobro, ker kdor je občutljiv na sladkor, čim manj ogljikovih hidratov. Se pravi, je bilo veliko kuhane, pražene zelenjave in jajca so beljakovine, solate lahko pojemo zraven, kolikor želimo. In kaj to pomeni? Sladkor ostaja v ravnovesju. Potem spet, čez 2,5 uri, pomembna popoldanska malica. Če jaz danes gledam, kaj sem jedla za popoldansko malico, sem vzela, 2 taki manjši hruški sem pojedla, pa par teh rezid mocarele, pač beljakovine, to je mocarela, pa te hruške, ki niso presladke. To je bila v glavnem moja malica. In zdaj večerja pa potem spet čim bolj zelenjava in beljakovine, to sem pa že povedala. Tako da v glavnem pomembno je, na 2,5 uri je treba jesti. Zdaj seveda nekomu, ki je tik pred izgorelostjo, bi jaz absolutno priporočila, vzem si še šejk. Zdaj imam v akciji, bom dala povezavo spodaj, imam komplet za hujšanje v akciji in kdor od vas želi, da ima pač komplet za hujšanje cenejš, to pomeni, da v kompletu za hujšanje dobite 2 šejka, uporabljate pol vrečke zjutraj, pol vrečke zvečer ali pa celo vrečko na mesto večerje. In Provitality Plus vzamete tik pred spanjem. Tako da v glavnem, če na ta način poskusite, boste videli. Zdaj pa pojmo nekaj še naprej pogledati. Holesterol in trigliceridi. To bo pa zdaj premanj s hrano. Ne bo šlo s hrano, zato ker holesterol in trigliceridi kažejo na to, da je povečana oksidacija. Normalna vrednost trigliceridov je 1,7. Se pravi, vse, kar je več, pomeni, da so povišani trigliceridi in da je v osnovi kri premastna. Ta, kako se že reče,
celarna maščoba, se pravi maščoba, ki obdaja notranje organe, kot so jetra, žolč, želodec, jetra, to je vse zamaščeno. To pomeni, da dejansko te trigliceridi kažejo na to, da je v tem telesu prevelika oksidacija. Tukaj noter je obvezno C vitamina, se 1000 mg na dan, potem pa obvezen je E-vitamin, obvezen, zaradi tega, ker C vitamin in E-vitamin delujeta na maščobno in na vodni del celice. Se pravi, C vitamin je topen v vodi in preprečuje oksidacijo vodnega dela, medtem ko E-vitamin preprečuje oksidacijo celične membrane. In to je zelo pomembno, se pravi, tukaj govorimo C vitamin pa E-vitamin. Poleg tega, zdaj mogoče vam je že tako, ne, to je čisto preveč vsega. Ne, ni toliko preveč. Ker glejte, nekdo, ki je tik pred izgorelostjo, če ne bo nekaj naredil za sebe in malo podprl svoje telo, ko izgoriš, potrebuješ 2 leti, da prideš nazaj. In pač to niso heci. In ni, da je zdravnik tečen, ko reče, joj, holesterol imate, trigliceride imate. Glejte, če nič ne narediš, kaj to pomeni, na dolgi rok zamaščene žile, lahko pride do infarkta, lahko pride do kapi, lahko se zgodi, pač mogoče imate potem srečo, da ste mrtvi. Nekdo, ki ga zadane kap, pomislite, se uči na novo govoriti, hoditi. Pač to niso heci, res niso heci. In ja, je prav, da so zdravniki in zdravstvo tečni glede tega, ker to niso heci. Kaže pa samo na to, v vašem telesu je previsoka vrednost prostih radikalov oziroma imate povišan oksidativni stres. Po domače povedano, to pomeni, da vaše telo hitreje propada, kot pa se obnavlja. Zato je tako pomembno. Rabiš beljakovine, rabiš C vitamin, rabiš E vitamin in potrebuješ B vitamine. Ker, pogledajte, zakaj je B vitamin tako pomemben sploh pri povišanem holesterolu? Vitamin B6 je zadolžen, ali pa B3, eno od teh B vitaminov, je zadolžen, da okrog maščobne molekule naredi ovoj in da v bistvu ta maščobna molekula po krvi pride do celice. In če imamo pomanjkanje B vitamina, ta maščobna molekula je nezaščitena in se prilepi na žilo in nastane obloga in ja, če se pride do strdka, ki ga porine kri naprej, tukaj je problem. Zaradi tega je tako pomembno, preventiva je boljš kot kurativa. Tako da je zelo pomembno, da dejansko začnete uporabljati, se pravi 1000 mg C vitamina, E vitamina mojega vam bi dala 3, no zdaj pa gremo naprej. Omega 3. Brez omega 3 in formule 4 itak ne bo šlo. Se pravi, omega 3 potrebujete 3 zvečer, formulo 4 lahko tudi vzamete 2 pred spanjem oziroma 2 po kosilu. Zdaj pa pogledajte, zakaj je tako pomembno. Tukaj v tej zgodbi priporočam še Botanical Balance, da pa spet zakaj. To je tudi eno od izdelkov, ki ima noter kurkumin. Kurkumin je aktivna sestavina iz kurkume, ki deluje na to, da se sladkor za 30% upočasni pač nihanje sladkorja v krvi. Noter ima cimet, ki deluje na to, da tudi sladkor iz sadja, fruktoza, ne naredi nobene reakcije v našem telesu. Tako da 2 močna antioksidanta, ki delujeta direktno na nihanje sladkorja v krvi. No zdaj, če ponovimo vse skupaj, ja, kar nekaj stvari, jaz tukaj v tem primeru, nekdo, ki je tik pred izgorelostjo, ja, treba se umiriti. Zdaj pa gremo na naslednjo stvar, meditacije. Meditacija. Zakaj se človek ne more umiriti? Zakaj morajo ljudje pripeljati sebe do roba, da enostavno potem rabijo leta in leta, da pridejo nazaj? Se pravi, nekaj v njih, nek program jih sili, da delajo več, kot zmorejo.
Se pravi neka potreba potem, da dokažem nekomu, da sem vredna. Potreba potem, da vsem ugajam. Potreba potem, to je zasvojenost, veste. Potreba potem, da se počutim kot žrtev. In to pa preverite z mišičnim testom. Ker poglejte, če vi veste, da vaše telo samo do določene mere zdrži in že opažate, da nekaj ni v redu, da ne spite, da se ne morete naspati, vaše telo že komunicira z vami, ampak vi še kar terate dalje. Se pravi, je nekaj v vas, ki vas sili čez rob, in to je zasvojenost. Tako kot vsaka druga zasvojenost, ker poglejte, potrebo telesa, potrebo imam, če sem zasvojena po alkoholu, če sem zasvojena, imam potrebo po cigaretih, nekateri imajo potrebo po mamilih. Se pravi, tudi če nekaj, kar jim škoduje, ko si ti zasvojen s tem, posegaš potem. In ravno tako je potreba potem, da ugajam. No, zdaj pa naredimo mišični test in vse veste, kako ga delate, ne? Lahko roke date na prsa, preverite. Moje ime je, jaz vedno grem naprej, vi lahko greste nazaj, ne vem. Preverite in ko rečete, moje ime je nekaj, kar sigurno niste, Tinko Palinko, jaz grem nazaj, pomeni to je zame neresnica. No in zdaj, če zase preverim, potrebo imam potem, da ugajam ljudem. Potrebo imam potem, da sebe postavljam na zadnje mesto. Ne. Potrebo imam potem, da zanemarjam svoje telo. Pa če z tega nimam. Vi pa preverite, če imate potrebo potem, da sebe pelješ čez rob. Ali pa zasvojena sem s tem, da se počutim kot žrtev. Ali pa druga zadeva. Potrebo imam potem, da sem v moški energiji, ker ni varno biti ženska. In to je lahko tudi odgovor na vprašanje te gospe, ki ima stalno povišan kortizol. To je stresni hormon. Se pravi, je nek podzavestni program v njej, ki jo sili, da dela več kot zmore. In po vsej verjetnosti je to program, ni varno biti ženska. Bolj varno je biti v moški energiji. In ženska, ki je v moški energiji, tvori moški hormon testosteron, ko pa se v ženskem telesu tvori prevelika količina testosterona, se izklaplja estrogen, ta ženski hormon, po drugi strani se ji pa tvori prekomerna količina kortizola. In po vsej verjetnosti, vi dame, ki sebe peljete čez rob, sem 100%, da imate enega od programov. Ni varno biti ženska. Biti ženska, ali pa moram sebe potlačiti kot žensko. Moram biti v moški energiji. Bolj varno je biti v moški energiji. Moram se boriti. Življenje je borba. Življenje ni potica. Jezna sem, ker sem se rodila kot ženska. Ne prenesem svojega ženskega telesa mogoče. Veste, in zdaj, ko to govorim, meni kar kronska čakra žari, pomeni, da je tukaj noter pa glavni vzrok za težave, da ženska, ki je na vodilnem položaju, pripelje sebe do popolne izgorelosti. Ni varno biti ženska. In to je pa karmična lekcija njene duše, ki je povezana s tem, da se mogoče pa v tem življenju nauči uživati v svojem ženskem telesu, da mogoče narediti ali pa reče, tako kot naše južne sestre znajo reči, rečejo, dušo, dal možeš, se pravi, prosi za pomoč, da si dovoliš uživati v spolnosti. Tukaj ne govorim, da če nimaš partnerja, da se postaviš nekam na cesto, ampak gre se za to, da sprejemaš vsak delček svojega telesa. Ker tvoje telo je svetišče in ga hrani z ljubeznijo, ga oblači z ljubeznijo in se ga tudi dotikaš. Se pravi, noben del tvojega telesa ni grešen ali pa grd, ampak vsak delček tvojega telesa je tvoj. Tako da, glejte, ja, veliko stvari sem danes navrgla, veliko sem povedala.
konkretne rešitve sem povedala, ampak tisto, kar menim, da je ključno, so pa meditacije za čiščenje podzavestnih vzorcev. Zdaj pa katero knjigo vzeti v roke, da boste dejansko počistili te vzorce. A veste, kje vam bo najbolj pomagala? Kje vam? Moški hormoni. Moški hormoni. Kje začnete? A začnemo z zadnje strani. Začnete z zadnje strani in bomo šli. Preverite z mišičnim testom. Lahko začnete tako. Hormoni za ohranjanje ljubezni, pa preberete to. Pa potem greste eno poglavje, hodite po svoji poti. Odnosi so laboratorij duha in igrišče ega. Lahko so nebesa ali pekel, prepojen z ljubeznijo ali strahom. In prav partnerski odnosi nas učijo. Učijo, partnerski odnosi, lahko ljubezenski ali poslovni, ali pa sami s sabo. Kaj nas učijo? Sprejeti dejstva, da smo moški in ženski različni. Sprejeti dejstvo, da jaz kot ženska se učim biti v ženski energiji. No, in potem naprej preverite z mišičnim testom. Bojim se samote. Strah me je staranja. Bojim se občutka zapuščenosti. Občutim, da so vsi ljudje bolj srečni od mene. Ljudem, ki so srečnejši od mene, zavidam. In tukaj noter že čutim, da se je začela sproščati energija in tukaj noter očitno tiči zajec. To pomeni, da začnete čistiti podzavestne vzorce. In podzavestni vzorci, kot so, recimo, vam bom naprej še prebrala nekaj podzavestnih programov, biti ženska preveč boli, to je na strani 323. Moram biti kot moški. Moram biti v nenehni pripravljenosti. Na nikogar se ne morem zanesti. Za vse moram poskrbeti sama. Moram rešiti svojega moškega. In strah me je, da bom izgubila svojega moškega. Predvsem pa strah me je biti ženska. In glejte, vse vi dame, ki vas je strah biti ženska ali pa v ženski energiji, veste, v letih, ko delam z damami, recimo ena gospa ni mogla shujšati in je bil njen podzavestni program, da je bolj varno, da je grda in debela, zaradi tega, da ni privlačna za moške. Veste, biti ženska je lahko tudi boleče. In če je vaša karmična lekcija povezana s tem, da se učite biti v ženski energiji in se temu upirate, ja, mogoče pa potem pridete do izgorelosti, pa še do česa. Takole, to je to, kar sem imela za povedati. Dajmo še pogledati za tebe, ki gledaš video do konca, dajmo še nekaj telih Ošotovih kart. Kakšna je pa tvoja rešitev? Kakšna je tvoja pot naprej? Kaj je pomembno, da ozavestiš? Da vidiva. Oklepaš se preteklosti. Nehaj, spusti, počisti podzavestne programe. Kdo te je ranil, pač odpusti. Naslednjo je, zazri se v svoje notranje vode. Ja, vem, nimaš časa delati podzavestna prepričanja, meditacije, kdo ima čas za to? Ne vem. Če si ga ne boš vzela, te bo pa telo presilo, pač tako je. In čas je, da postaneš celovita. Pač tako preprost. In začni gledati, kaj lahko ta trenutek narediš, da si bolj v miru, da greš iz hipa v hip in začni sprejemati svojo energijo in čas je za tvojo preobrazbo, tvoj preporod. Tako da očitno tvoja duša te poriva naprej, tvoja duša ti ne da miru, čas je, da narediš neke korake in očitno te tvoja duša ne bo pustila, dokler ne boš naredila nekaj drugače. Tako da ja, to je odgovor za vse tiste, ki ste tik pred izgorelostjo, nekaj drugače. Tako da, ja, vem, da je to delo, da ni enostavno, ampak mogoče
je prišel v vašem življenju čas, da nekaj drugače naredite. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in smo na liniji, ko posnamem naslednji video.